Živijo, živijo, ljubitelji narave in pohodništva, dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter. Kot ste videli, se nahajamo danes spet v Bohinju oziroma pod Žičnico Vogu. S tem, da danes pa, za razliko od nazadnje, smo bili tle, ne gremo z gondolo gor, ampak bomo šli mogoče z gondolo pol dol. To bomo še videli, ampak danes je plan po enih lovskih potkah, po brezpotih, pa takih se pravi potkah, iti po soteski Suhe, Ukanške Suhe, mimo slapov, pa potem mimo Dolančevega vikenda na Bohinjski Migovec, pa bomo pa, tako kot sem rekel, bomo še videli, kako bo že dol. Smo pa cela odpravca, bom jih malo kasneje predstavil. Evo je naša četica, po dolgem času je spet Iztok zraven, pa Helena je prvič, potem pa Klemen, Luka sta tudi že bila, Janeza tudi že poznate, spredi pa Martina Čebla. Sam ne živim tako, to pa nič Črna Gora. Čisto po Janezovih standardih tale vodka. Zdaj pa prihajamo že ven iz megle. Kakšen lep gozd. No, tole je pa soteska Ukanške Suhe. A zdaj pa se zavemo pa do kolen v vodo, ali kako? Naravni most. Upam, da ste videli, kakšen lep naraven mostiček je tlele. Res je zelo zanimiva tale Ukanška Suha. Če bi bilo še malo več vode, je bilo še lepše. Kakšne lepote skriva tale soteska. Če bi pa poleti bil tlele, bi se pa kar skozi zagnal. Kajle v zožano sotesko. Mi gremo pa zdajle okoli. Zadaj je pa že komarča v sončku, pa pršilce tole. Ko pridemo pa na vlako, se nam odpre pa takle pogled. Tole je pa ledeni džakuzi. Tukaj je pa še masažna kad. So po preteklosti kar precej telih sotesk uničili z elektrarnami. Čudovit slab je tole.
Zdaj gremo pa tam čez vodo. Še lep bazenček je. Pa pod slapom. Gor. V prejšnjem videu sem šel pod Peričnikom, pa sem rekel, da ni veliko stropov, se lahko pod njimi sprehodiš. Evo ga, smo že pod novim. Zdaj smo pa še splezali ven iz soteske. Pa smo se tudi malo že ogreli. Zdaj, ko smo prišli pa do Žagarjevega grabna, smo pa na pauzico privoščili. Penjanje po tem Žagarjevem grabnu je pa Janez pravkar žalosten del Rožnega venca. Po ene 50-100 metrih po Žagarjevem grabnu smo pa zavili desno. Tukaj je pa veter pokazal svojo moč. Potka je tukaj drugače precej lepo sledljiva, je pa že malo zaraščena. Tako da polet mora biti malo slabše vidno, ampak verjamem, da ni težav s sledljivostjo. Zdaj smo pa na razpotju, kjer gremo zdaj proti Dolančevemu vikendu levo, pa bomo pa baje tukaj desno. Tle bomo pa baje pol z leva prišli iz Migovca. Tako da od zdaj naprej je v planu krožna tura. Zdaj so pa treba počas slečiti. Samo še jezero v Meglicah. Ostalo se je že spucalo. Se že vikendica vidi. Tlele na kočo se je pa Veljko Vlahović, nisem že slišal za njega, ampak mi Janez povedal, da je bil komunistični veljak, urednik Borbe, Črnogorc. Je bil verjetno malo na obisku pri Stanetu. Lepa zdaj je vse z obliko, pa še ne. Tam imaš filo noter. Malo tudi noter posnul. Klesen je prvič na kakšen mesec slana že veliko. Kako? Ker bo je, da je goba in... Ja. Zato ga. Jaz sem slikala. Je Dolančev vikend je bil to? A to Dolančev vikend? Ja. Ko streha spusti, pol cela bajta gre v franže. Drugače pa tisti, ki gledate pred TV Exodusa, ne zamerite, ampak tudi tako, ko je cirkulastnik, pa ne skrbijo za objekte. Tamle gor je imel Stanko vodno zajetje, tamle sem imel pa tudi eno klet spodaj, oziroma zaklonišče nekje, ali pa oboje. Tamle v hosti noter bom prav malo približati ena luknja. Kaj pravite pa na ta razgled?
Malo smo pojedali, posončal se, zdaj se spustimo malo dol, pa v tole smer. Evo, Janez gre spet na čelo, Četica pa za njim. Uno, ja, da ti povem, koliko. Kakšna čudovita hosta. Malo smo skozi šave prebijali, zdaj pa zagrizeli v klanc. To je verjetno za solnico narejen. So jagri naredili. Če ga kdo pogreša, že brez štila je. Malo se je treba vstaviti vsake toliko cajta. Sonček je pa direkt nad Migovcem. Bohinja gor na Velo polje, tam. Ostank kače. Evo ga, smo na markirani poti. Pa nisem mislil, da bomo tlele prišli. Tukajle gor smo šli dober teden zdaj, sem šel 3-dnevno turo, ta prvi dan. Tukaj se direkt Komna začne, se pravi planota. Zdaj pa obrnemo nazaj proti Migovcu. Zdaj so pa počasi začeli. Prejšnji teden smo tlele meglo dol občudovali, danes smo pa še jezero. Greben južnih bohinjskih gora. Zdaj smo pa na planini pod Migovcem in tle bomo šli pol dol v krožno turo. Zdaj pa še gor. Tole je proti Tolminu pogled, oziroma tam je pot proti planini Razor. Mi pa na Tolminski Migovc, Bohinjski, pardon. Par metrov spoti pa takole. Kar kul, ne? Tole pogled proti Triglavu. Tam je zdaj dolina Triglavskih jezer. Zelnarce, lepo špiče. Tole pa v smeri Komne. Najdemo še okolno. Tole pa podrta gora. Evo nas na sedlu, tamle čez je Vogu. Naša Četica prihaja gor, mi pa zdaj tukaj gor nekam pičila. Kakšen pogled, ha? Zdaj pa je tukaj spodaj prečemo po travnikih, pa se pa ena grapa, en korit gor odpre, pa gremo na vrh. Tako imamo pa proti vrhu. Tole pa je pogled. Malo spod vrha. Gremo še gor. Takole. Dobrodošli na Bohinjskem Migovcu. Gremo panoramo. Tole je vrh nad Škrbino. Tale ne vem kva je. Pol tale zadnji, mislim, da je ne vem, pozabil. Tole je Vogu, se pravi tale, takole je Vogu. Pol imamo Šijo naprej, zadnji Rodica, pa greben do Črne prsti, čist zadnji se vidi, no, kaj že. Saj sem spomnil. Smučišče Vogu, zadnji Karavanke s stolom, desno Kamniške. Tole jih je preveč, da bi našteval. Triglav se glih malo vidi, špičko. Tole je v dolino Triglavskih jezer. Tamle pa
Kaj pa tole? Piše kaj Mangart. Ali kaj je? Nisem čist mogel še malo pogledati. V glavnem, to je to, tamle pa Tolminski kuk. Ko bi na vrh sveta prišel. Tole je še selfie z vrha. V glavnem, malo smo že pozni, tako da bomo kar počas dol porinili. Pa vmes še kaj posnamemo, itek. Tale grapa je malo neugodna, ker je precej krušljivo. In če nisi preveč čist skup, zdaj kakšen kamen preleteti. Ne, ja, ampak recimo, če greš na eno odpravo, ne, greš to en teden, mislim, ni, jebi ga. Dumpa. Zdaj te ne vidim. Boš šehtala. O, to je pa prav. Pa čez pula vsak dan. Še te zadnjo pauzico smo naredili, pojedli še te zadnje zaloge hrane, zdaj pa bomo šli najbrž tle naravnost, ampak tukaj dol je naša pot. Ta pa še za gore bolj simpel, kakor pa tu. Seveda smo malo bližnjice najdeli. Pa sem že na markirani poti. Kakšen pogled je tole pa. Tamle gor smo bili, zdaj pa na planino, ko pridemo, pa mimo tegale korita nadaljujemo. Zdaj smo pa prišli do konca planine, tamle je pastir. Drugače pa, saj zdi se mi, da v tale pot, ko gremo dol, je sigurno na zemljevidu označena. Una, ko smo šli pa gor, pa mislim, da ni, čeprav Janez pravi, da na nekaterih je, na nekaterih pa ne. Sigurno so se eni Nizozemci polet potikali tlele, pa je šlape zgubil. Je kar goščava, ampak razgledi se podpirajo. Ene trije bi se mogli tlele s kakšnim žagcem pa mačetam sprehoditi, pa malo razširiti vse skupaj. Ta prav vero tam tlele. Razgledi so pa tle zelo lepi. Janez malo v akciji. Drugače sem v enem videu že omenil, pri Janezu, Janez je tudi ena od ekipe, ki izdajajo koledar in zdaj ima že na voljo
prednaročila zbira za koledar za leto 2025, ful lepe slike iz narave, okolice Bohinja. Tako da bom dal tudi v opis videa link do, kjer lahko to kupite. Drugače pa lahko bom dal zdaj ene par fotk gor, pa si jih lahko pogledate. Lahko pa najdete ta koledar tudi na krogsonca.si in ta ekipa tudi, ki dela ta koledar, se imenuje Krog sonca. Fotke so pa res vrhunske. In koledar tudi ful lep. Se že tiska. Takole pa smo zaključili naš krog, ne. Tlele levo gor smo šli prej proti Dolančevemu vikendu, zdaj pa nazaj dol proti Voglu. Dobro nam gre. To naj bi mi. Žagarjev graben. Japončki vsi veseli prišli glih kar z Vogla, mi pa podobno, ne. Še zaključek nam ostane, smo vsi v kadru, smo ful dobra tura, še enkrat Janezu hvala. Ja, spet en presežek. Tako kot sem napisal, ko smo šli na Pršilec, sem napisal lovske potke so next level, tako da spet en next level. Ja, bom šel zdaj malo bližje, pa malo Martin, zdaj punce sta bile danes spet zgovorne. Ja, tura zelo Zdaj sva dve odlična. mečkam bolj zgovorne, sva jih zabavali, tako da jim ni bil dolg čas. Ne. Tako, ja. So vsi zdržali, poglejte jih, kako Ja. se dobro držijo. Pa še Noben vsi nima nobenih bolečin, ne v kolenu, ne v gležnju, nikjer. Vsi dobro Vsi bole. nasmejani. Tako. Drugače pa ta bohinjski migovc je nižji hrib, gora, ampak se lahko kosa stopi v bran tudi najvišjim tem 2000 markantnim vrhom. No. Lepo si Ja, ja. povedala. To pa res. Hvala. Ja. Je pa tudi ne zelo izpostavljen, posebej zadnji del gor, krušljivo, pošodrano, tako da je treba zelo biti previden. Samo tisti je. Počasi tudi- pa zbrambiti, no. Pa 1500 višincev smo skoraj naredili. Ja, tako, To je kar 22 nekaj. manj. Ja. Odlično, ja. Celodnevna tura. Tudi Jana se še priporočamo. Ja. Za kako tako, če nas boš vzel s sabo. Fantje. Vzamem na znanje. A bo kakšen kaj povedal? Sta punce vse. Brez besed. Tako odlično. Zaključno misel, Janez. Zaključno, ja. Ja, že zadnjič sem bil deležen kupenih zahval. Moja filozofija je, da je vsak doprinesel svoj trud pa svojo voljo. Moja je bila samo ideja. Ja, ampak včasih je ideja ta glavna, ne, da pol drugi tudi zraven pridemo. Tako da hvala, res. Ne vas bo čim več. Ja. Imamo Pa zdaj to čast. Zdaj bomo dali, po videu bom dal še vse ostale fotke koledarja, tako da si ga lahko pogledate. To je pa to za danes, ne. Evo, še enkrat kader vseh. En lep večer vsem. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživajte. Se kmalu vidimo. Čau! Čau. Prav.